Živimo v času, ko postaja vse bolj očitno, da niso vse obremenitve vidne na prvi pogled. Velik del pritiska, utrujenosti in notranje napetosti ne prihaja iz dela, temveč iz odnosov, iz načina komunikacije, iz stalnega subtilnega poseganja v naš notranji prostor. Dolgo smo temu rekli normalno ali pa prilagajanje, potrpežljivost, razumevanje. V resnici pa smo pogosto samo vztrajali v okoljih in odnosih, kjer se je nekdo igral z našimi mejami, z našo pozornostjo in z našimi čustvi. Danes vse več ljudi začenja zaznavati, kdo in kako obremenjuje njihov živčni sistem, kdo ustvarja zmedo, kdo govori nejasno, kdo prekinja stik, kdo zahteva energijo brez odgovornosti. In kar je ključno, začnemo čutiti posledice v telesu, v nemiru, v napetosti, v razdraženosti, v izčrpanosti. To niso značajske napake. To so signali živčnega sistema, da je bil predolgo izpostavljen nečemu, kar ni bilo varno, jasno ali spoštljivo. Dolgo smo bili zaslepljeni, pa ne zato, ker ne bi bili dovolj pametni, ampak ker smo bili preveč navajeni prenašati, preveč trenirani v tem, da damo prednost drugim, razlagamo namesto njih, popravljamo namesto njih in dvomimo vase, namesto da bi zaupali svojemu zaznavanju. In ko se to dogaja leta in leta, živčni sistem ne ostane nevtralen. Nauči se stalne pripravljenosti, nauči se napetosti, nauči se, da mir ni samoumeven. Da lahko človek ponovno zadiha zdravo, nevrološko in emocionalno, pa ni dovolj ena odločitev ali ena meja. Potreben je rehabilitacijski čas. Čas, v katerem se telo popolnoma oduči alarma. Čas, v katerem se nauči, da jasnost ni nevarna. Čas, v katerem se čustva nehajo braniti in začnejo spet teči. Ta proces ni dramatičen, je pa globok in je nujen. Besedilo, ki sledi, ne išče krivcev ali moralizira. Poskuša le poimenovati stanje, v katerem se je znašel sodoben človek in predvsem pokazati, zakaj je umirjanje živčnega sistema eden najpomembnejših, a hkrati najbolj spregledanih korakov nazaj k sebi. Koliko časa je potrebno, da se človeški živčni sistem povrne v normalno stanje? Zato ni enega samega časovnega okvira, v katerem bi se človekov živčni sistem umiril. To ni stikalo, ki ga preklopiš, niti nekakšen projekt z jasnim rokom. Je proces, ki poteka v plasteh, v ritmih in ponovitvah. In predvsem v odnosu do tega, kaj je telo moralo prenašati prej. Če govorimo o osnovni fiziološki umiritvi po akutnem stresu, lahko telo v idealnih pogojih potrebuje od nekaj minut do nekaj ur. Ko se nevarnost umakne, se dihanje poglobi, srčni utrip se zniža, mišice popustijo. To je tisti osnovni, biološki povratek v ravnovesje, ki ga pozna vsak sesalec. A to velja le, če stres ni kroničen in če ima telo izkušnjo varnosti, kamor se lahko vrne. Kadar pa je živčni sistem dlje časa preobremenjen zaradi ponavljajočih se konfliktov, nejasnih odnosov, manipulacij, nenehne pozornosti navzven ali občutka, da moraš biti ves čas na preži, se stvar bistveno spremeni. Telo se nauči živeti v pripravljenosti. Ne zato, ker bi tako hotelo, ampak ker je to bila najboljša strategija za preživetje. V takem primeru umiritev ne pride v nekaj urah ali dneh, ampak v tednih, mesecih, celo letih. Najprej se mora zgoditi nekaj zelo preprostega in hkrati zelo zahtevnega. Prenehanje dotoka dražljajev, ki sistem znova in znova in znova vznemirjajo. Manj razlaganja, manj dokazovanja, manj pogovorov, ki nimajo stika. Telo ne razume argumentov, razume pa jasnost. Ko se kaos zmanjša, se začne prva faza. Telo še vedno ostaja napeto, a vsaj ni več dodatno ranjeno. Šele na to pride faza, ko se začnejo kazati posledice pretekle napetosti. Utrujenost, razdražljivost, čustvena nihanja, včasih celo občutek praznine.
To ni nazadovanje, ampak znak, da sistem končno spušča. Kot mišica, ki je bila dolgo skrčena in zdaj boli, ko se začne raztezati. Globlja umiritev se zgodi, ko se živčni sistem nauči nove izkušnje, da je mogoče biti prisoten, jasen in miren, brez da bi moral prenašati druge ali popravljati situacije ali pa biti ves čas na voljo. To se gradi skozi ponavljajoče se izkušnje varnosti. V telesu, v prostoru, v odnosih, ki imajo meje. Ne skozi en sam velik preboj ali skozi tiho konsistenco. Zato vprašanje ni toliko, koliko časa potrebuje živčni sistem, da se umiri. Bolj resnično vprašanje je, koliko časa je bil prisiljen biti v pripravljenosti in ali mu zdaj res dovoljujemo, da se ustavi. Ko se to zgodi, se mir ne pojavi kot euforija. Pride kot nekaj skromnega. Jasen vdih, tišina brez napetosti, občutek, da ti ni treba nikamor. In to je trenutek, ko veš, da se proces ni končal, ampak se je končno začel. Če smo si torej dovolili priznati, da smo utrujeni, preobremenjeni in pogosto razpeti med tujimi pričakovanji, je zdaj morda čas, da naredimo nekaj zelo preprostega. Ne velikih odločitev, ne novega boja, ampak majhen, zavesten premor. Živčni sistem se ne umiri na ukaz, ne umiri se z razlago, argumentom ali voljo. Umiri se takrat, ko telesu in sebi prvič po dolgem času sporočimo, zdaj je varno, da se ustaviš, da ni treba biti močan, da ni treba nositi vsega, da si lahko samo tu. Prav zato sem pripravil vodeno, nevtralno, terapevtsko meditacijo, imenujem jo Predah, brez ezoterike, brez forsiranja, brez filozofiranja, brez popravljanja tebe. Namenjena je prav temu prvemu koraku, umirjanju napetosti, regulaciji živčnega sistema in tihemu vračanju k sebi. Meditacija je takšna, kot sem jo tudi sam potreboval, ko je bilo preveč. In če čutiš, da ti pride prav, mi lahko pišeš v komentar ali v zasebno sporočilo ključno besedo Predah. To ni nakup v klasičnem smislu, je podpora meni in hkrati darilo sebi. Majhen prostor, kjer ni treba igrati nobene vloge, samo dihati. Pa vse dobro. Vsem.